Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Danes gostim pisatelja in scenarista Aleša Čarja. Med drugim ga verjetno poznate, ker je napisal knjigo Grinko Loko, resnično zgodbo Slovenca Simona Dome, ki je bil v Venezueli obsojen na 15 let zapora. Zgodbo človeka, ki se mu je življenje v enem trenutku popolnoma obrnilo. No, ampak prepričana sem, da Aleša poznate tudi po kakšni drugi knjigi. Je pisec scenarijev, dolgoletni ustvarjalec na področju kulture, bil je tudi voditelj oddaje Peti element in urednik na časopisu Dnevnik. Aleš, dobrodošel, lepo pozdravljen. Dober dan in hvala za povabilo. A sem kakšno stvar izpustila? Nič bistvenega. Nič bistvenega. Nič kaj takšnega, kar bi morala poudariti. Kar bi ključno oblikovalo stvar, ne? Odlično. Tako kot sem rekla, Aleš, zdi se mi, da tisti, ki morda niso tako zelo povezani s knjigo, da so te morda, ne bom rekla prvič zaznali, ampak da so prvič morda malo bolje te spoznali skozi seveda zgodbo Simona. To je dejansko bila zgodba, ki si jo napisal po zgodbi nekoga drugega in si mislim, da je to verjetno bistveno težje pisati, kot pa če izhajaš iz svojega sveta. Drugačen proces je. Zdaj, odvisno verjetno, kakor za koga v kateri fazi življenja, zdaj, če je pol neke vsebine, če se mu je ravno dohodila neka zgodba, je seveda, ker vržeš iz sebe. Ne? Če smo pa v neki fazi, kjer smo recimo bolj nekako v neki puščavi, bolj v neki praznini, je pa seveda, če ti taka zgodba pride naproti, izjemen dohodek, izjemno zanimiva stvar. Zdaj, proces pisanja, tako kot si tudi rekel, je seveda drugačen. Veliko je bilo verjetno tukaj tudi druženja, pogovarjanja. Predvidevam, da sta se verjetno dobivala, snemal si verjetno na kakšen... Ja, to je bil kar proces, moram reči. Kje bi sploh začel to zgodbo? Simon je prišel iz nekega sveta, se pravi iz podzemlja, tako rekoč, ne? Iz gangsterskega sveta, iz zapora, kjer je kot prvo zaupanje izjemno draga valuta. Tam je zaupanje naivnost. Tam je celo osebna vprašanja se razume kot napad na osebo. Tam je družina, osebno življenje, intimno življenje napad na človeka. To je sveta stvar, ki se ne dotika niti z besedami. In to človeka seveda navznoter sprogramira. In jaz, ko sem dobil Simona seveda pred sabo, je bilo treba najprej začeti odpirati, reprogramirati dobesedno. Ker vzpostaviti nek prostor zaupanja, da je dialog sploh stekel na nekem meru, da so začele informacije počasi prihajati iz njega, da mi je zaupal in tako naprej. To je bil groben prvi del procesa, potem pa tokom tega najnega, precej dolgega in intenzivnega pogovarjanja in druženja, sem pa moral priti do točke, da sem pa jaz to neverjetno izkušnjo ponotranil do te mere, da sem lahko začel skozi njegovo perspektivo pisati. Da smo prišli do točke, da smo lahko dejansko, mislim, da lahko rečemo, da je nastal biografski roman, se pravi neka romaneskna struktura, ki je dosti natančno, čeprav z veliko mojih interpretacij slika to življenje. Ker ravno to, nekaj je, da bi ti zapisal zgolj neka dejstva, ki ti jih je Simon povedal, nekaj je pa potem to prelit na papir na način, da se bere in da so vmes tudi te povezovalni členi, kot da poslušamo Simona. Ne? Res, to je verjetno ta največji izziv. To je največji izziv in do te točke si je potrebno priti ponovno, to je ponotranjene izkušnje do te mere, da ga spoznaš do te mere svet, spoznaš do te mere Venezuelo, kulturne kontekste, politične kontekste, dogajanje, zapore, kako je do tega privedlo. Skratka, v celoto spoznati do te mere, da ga posrkaš vase in da lahko začneš pisati. Ker mislim, v končni fazi sam za občutek, jaz sem se zaprl z nekimi 60 stranmi dejstv, anekdot in mini psiholoških zarisov,
in nekih raziskav, ker sem jih naredil, na koncu je pa 350 strani romana ven prišlo. Tako da, za predstavo, ne? Ja, čisto za občutek. Tako da, mislim, je delo, ampak ja. Mislim, najprej pa treba, o čemarkoli govorimo, seveda, dvigniti Simona, da je to preživel, ker je res neverjetna izkušnja. Zgodila se mu je v neverjetnem kontekstu, državi, neverjetnem zaporniškem sistemu, neverjetnem zaporu. Potem je pa še on na poseben način znal odreagirati, da je pravzaprav dobesedno nadgradil romaneskno zgodbo v neko zadevo, ki je v globalnem smislu posebna. Grinko Loko, torej knjiga, če slučajno še niso prebrali, kar naj si jo, da bodo tudi vedeli, o čem točno zdaj midva govoriva. Zakaj sem se v bistvu odločila, da te povabim na ta pogovor, je ravno zaradi tega, ker smo o knjigi zelo veliko lahko poslušali, brali, dobila je veliko medijske pozornosti pravzaprav. Morda malo manj to neko ozadje, ki je ključno, da do knjige sploh seveda pride. In ko sem v bistvu potem mečkano bolj, tudi se bom priznala, pozanimala o tebi in tako, sem v bistvu prišla na idejo, da takšne knjige v imenu nekoga drugega ne more napisati vsak, ki je že napisal kakšno knjigo. Se pravi, to se mi je zdelo tako zelo pomembno, da vendarle mečkano izpostavimo, da biti pisatelj še ne pomeni, da lahko obujaš takšne čevlje. Drži, to je biografski žanr, je posebna vrsta pisanja. Se pravi, popolnoma se predstaviti v te svetove. Mislim, da je to neka izjemna vaja v empatiji, recimo temu, na nek način približek. Ker gre za posebno pisanje, kjer ni že prosto strukturiranje imaginacije, ampak je fokusirana fikcija, ki povezuje dejstvo na smiseln način, recimo temu. In ta empatija verjetno ključna tudi zaradi tega, da ko poslušaš vse te zgodbe, ki so se mu dogajale, da ne sodiš verjetno, ta del se mi zdi mogoče kar težek. Ja, panujen, seveda. Da v bistvu dopuščaš, da je to njegova zgodba, njegova pot bila in da nimaš ti ob tem nobenih svojih. Ja, jaz, ko sem razmišljal o zgodbi, veste, bolj ko sem v zgodbo prodiral na nek način, bolj ko sem jo spoznal, globje ko sem bil, bolj sem videl, da je kup nekih okoliščin, v katerih je bilo treba odreagirati na nek primarni način, kot recimo, da je to oblika vojnega stanja. Recimo, kot naši detki 45 leta, Bog ne dej, da pomislimo, kaj se danes dogaja na drugem delu sveta, in če si v takem kontekstu, moraš odreagirati. Se pravi, neko primarno zadeva pride iz ljudi, če ne preživiš. To zdaj ni opravičilo, je pa dejstvo. In če pogledamo potem v tem smislu zgodbo kot zgodbo o preživetju pravzaprav v nekem vojnem stanju, je to zgodba z ogromno nekega vitalizma. Želje po življenju in tako naprej. Res tistih najtemačnejših delov, kjer so zgoščenine res temne do konca, jih pravzaprav ni tako veliko. Vse ostalo je pravzaprav se da zreducirati na neke človeške motivacije, ki so lahko razumljive ljudem. Si kdaj, ko si bil v procesu nastajanja te knjige, bil še toliko bolj hvaležen za svojo pot življenja? Velikokrat seveda človek pomisli, da smo privilegirani, ker smo šli tako skozi. Sicer, ja, lejte, jaz imam sicer kot se nekateri rečejo, čarobni dotik za resničnost, ampak bolj v smislu absurda, ampak da se komorkoli od nas zgodilo približno to, kar se je Simonu, se seveda ni. In to lahko človek sem reče, hvala Bogu, ja, privilegiran sem, probleme, ki jih imam, niso problemi, so težavice. Izzivi mogoče. Izzivi, ki so nujni, da je življenje dinamično, ne pa razlogi za kakršnokoli depresijo ali karkoli, da pademo skupaj
ali da se ustavimo in tako naprej. Ja, perspektiva se ti spremeni. Zdaj bom šla pa mečkano nazaj, Aleš, in sicer roman o znosnosti. Je v bistvu takrat, ko je izšel, lahko mogoče celo rečeva, da ostal skoraj brez neke medijskega, ne bom rekla podpore, no? Ampak takrat si imel srečo ali nesrečo, kakorkoli že, da je zelo v podobnem času, par dni razlike, šla še ena knjiga, ki je tudi požela kar nekaj potem pozornosti, ne? Zakaj se tega spominjam? Zato, ker me zanima, kako je nekomu, ki recimo piše, ustvarja, verjame v neko knjigo, v neko zgodbo in potem se zgodi neka situacija, na katero, lahko rečem, prav zelo veliko vpliva, niti recimo, da nimaš, a ne? A je to mogoče nekaj, kar nekega pisatelja lahko mal potre? Ja, napeljujete na zelo smiselno točko, sprašujete zelo kredibilno vprašanje in seveda se to človeku, pa to vsem, ki kakorkoli se ukvarjamo s kreativnostjo, na katerikoli način, jaz mislim, da so te stvari, ki imamo občutek, da smo dali nek optimum in da ima to smisel, ampak da se ne zgodi, da dobi neke kontekstualizacije, da dobi neka branja in tako naprej. Ja, to je del, ampak to je del te igre pravzaprav. Jaz ne vem, kako odgovoriti drugače. Del igre, všeč mi je ta odgovor. Je verjetno tudi bolj lahkotnejše vse skupaj, če tako vzamemo, ne? Mislim, da je treba nujno, ker če ne se pokopljemo. Je predvsem v nekih čudnih občutkih, ki so izjemno nezdravi. Začnemo padati proti neki vlogi žrtve, ki je katastrofa v življenju. Se jo ne poslužuješ? Nezavestno, verjetno vsi kdaj zdrsnemo vanjo, hote, ne hote, upravičeno, neupravičeno, ne gre za ta vprašanja, ampak zdaj, da bi jo pa zavestno preigrala, karkoli pa ne. Sej tudi pravijo, ne, da če se ljudje predolgo in preveč ciklamo v tej vlogi žrtve, da potem dejansko zelo hitro začnemo na splošno negativno gledati na svet okoli sebe. Ne? Absolutno. Ne? Pa, mislim, da imamo življenje sinusoida. Imamo boljše obdobje, imamo slabše obdobja. Tudi jaz sem imel izjemno, pravzaprav težka obdobja zelo, iz katerih se težko skupati, ampak zdaj, da bi se pa človek sprijaznil s tem, in poskušal začeti kapitalizirati iz tega, se mi zdi pa nesprejemljivo. Omenjaš težka obdobja. Kaj bi lahko rekel, da ti je v nekem težkem obdobju najbolj pomagalo, da si spet lahko videl to neko, če lahko tako rečem, svetlobo, lepše čase? Dober projekt. Dober projekt. Borimo se tako ali tako. Ne damo se, kopljamo naprej, gremo naprej, trudimo se, optimiziramo, ampak pravi projekt v pravem trenutku, na pravem času, da ti odpre neke nove možnosti pravzaprav. To potrebujemo vsi v življenju. Zdaj, ko omenjaš nove projekte, sem dobila takoj asociacijo, spet grem mečkeno nazaj še k Simonu in njegovi zgodbi. Ko prebiraš to knjigo, jaz sem se mogla parkrat vmes ustaviti in si reči, gre za resnično zgodbo. In nehote sem konstantno dobivala asociacijo na oddajo, oziroma serije so to, ali dokumentarne, mogoče celo serije, ki sem jih z veseljem gledala in še kdaj na National Geographicu. Serija, ki v bistvu prikazuje podobne zgodbe, torej zgodbe ljudi, ki so ali vedeli, ali celo ne vedeli, da skozi mejo oziroma vozijo drogo, a ne, jih seveda so pri tem ujeli. In ko omenjaš nove projekte, sem takoj pomislila, to bi bila res ena dobra, tudi lahko serija, ne, Simonova zgodba. Kako se v Sloveniji sploh recimo zgodi nek proces, da je zgodba, torej obstaja Simon svojo zgodbo, ima knjigo, kako se potem, če se realizira taka stvar, kakšen je to sploh proces?
Tle noter je zdaj več vprašanj. Za zapahi v tujini je naslov, v slovenski naslov serije. In zdaj mogoče samo mini opomba, da je res osnovni žanr zgodbe, se pokriva Simonovo zgodbo. Je pa na neki točki vsaj se Simonova zgodba bistveno razlikuje od vseh ostalih, vsaj kar sem jih jaz videl. Vsi ostali, ko pridejo v tuje zapore, kar je bilo vsaj posnetih dokumentarcev, se poskušajo enostavno preživeti. Simon se pa integrira. In spoznamo logiko, hierarhijo venezuelskih tolp od znotraj navzven. Tle noter je Simonova zgodba drugačna, močnejša, enostavno imamo drug profil dejansko tako, od tistih. Zato je absolutno je filmska, zdaj kako sploh pristopiti k takemu projektu, da se ga vizualizira. Tako. V Sloveniji, sicer smo v zadnjem letu, je Slovenija namenila večji budžet za snemanje filmov, seveda še vedno premajhen, ne. To je pa, mislim, da je to pa taka zgodba, ki bi zaslužila neko produkcijo, ki bi bila na nivoju. Ne? In mislim, da se taka produkcija, minimalni proračun take produkcije je letni proračun slovenskega filma. Recimo tako začeti o tem debatirati. Torej, mislim, da bo naravna pot, če bo do tega prišlo, s prevodi, da gre najprej v srbščino, potem je v angleščino, potem v španščino in mislim, da bi predvsem prek angleškega prevoda se moglo odpreti neke možnosti za koprodukcije, kjer pride potem kapital te vrste da pride na tak film. Da se potem to lahko oziroma nadaljevanka vprašanja, a je to film ali je to nadaljevanje. Ja, ker to pa sem zasledila, da si že razlagal, ne, da ravno to v tej zgodbi v bistvu veliko takšnih segmentov, ki so sami za sebe in se na nek način končajo in potem drug začne in da zato bi to morda v filmu bilo težje kot v neki seriji. Ne? Mislim, že če pogledamo samo najbolj grobo strukturo knjige, razpade na dva zelo ločena različna svetova, sta dve poglavi, vsaj dvodelno logiko narekuje notranja struktura zgodbe. Ne? Je pa tudi dejansko, da je pa tudi toliko materijala, tako radikalna evolucija lika od nekega malega človeka, ki pleska, do človeka, ki se začne pospenjati v hierarhiji venezuelske tolpe, prije praktično do vrha, skoraj do vrha, pade nazaj na tla in tako naprej in potem prije drugo poglavje. Skratka, mislim, da bi bilo treba diferencirati na več enot stvari in jaz mislim, da bolj organsko pokrije to nadaljevanka. Kolikokrat za nazaj še vzameš v roko svojo knjigo in jo? Nikoli. Res, ne? Ne. Aha. Od nekdaj? Od nekdaj, niti svojih stvari ne berem, niti ne gledam se, ne nič. Ta pogovor boš pogledal, prav? Ravno to sem v bistvu želela te v nadaljevanju vprašati, ne, da verjetno pa je neko posebno doživetje, ko človek, ne vem, po 10 letih prime knjigo v roke in jo še enkrat prebere in dobiva zraven kakšne mislijo, kako sem to speljal, lahko bi tako, a smo lahko takrat nekritični? Razmišljamo o tem. Verjetno, da je to odvisno od človeka do človeka. Vse je za spoštovati. Jaz, kakor sam sebe poznam, bi si ne glavo nakopal. Preveč. Preveč. Ne vem, če bi bila prijetna izkušnja, pa nič narobe, ampak... Morda edino, če bi ti jo kdaj kdo tako bral, lepo, da... Mogoče ne stara leta, ko bomo nehidni, ja. Kot obliko mučenja. Ja, v glavnem, kakorkoli nočeš takšnih stvari, ne, v svojem življenju. Nisem fan tega. Nisi fan. Kako pa je, zdaj bom šla čisto na drugo sfero, ki je seveda tudi povezana, je pa velik del tebe, govorim seveda o scenarijih. Bil si tudi del zgodbe, ki smo jo lahko spremljali na RTV Slovenija in spet, zdaj bom malo pogledala v zapiske ali pa se bom probala spomniti, serijo, ki smo jo... V imenu ljudstva. Hvala. Ta serija me je prikovala pred televizijo.
kar me ne veliko stvari, ker nisem ravno tako zelo velik ljubitelj. Ta pa me je iz večjih spektrov, sem jo pravzaprav rada gledala. In ti v bistvu v tej seriji si imel bolj čez dialoge, če sem jaz prav zastopila. Kako? V prvi sezoni sem prišel zraven kot človek, ki je pomagal pisati dialoge, drugo smo pa zasnovala skupaj z režiserjem in tretjo tudi praktično. Tako da sem kar nosil večino scenarističnega. Seveda pa je pa že bilo tako, to je pa treba poudariti, da je bil pa svet že odprt. In znotraj odprtega sveta smo iskali načine, ki so primerni za nacionalno televizijo ob 8 zvečer, da ljudje Ja, razumem, da gre znotraj nekih okvirjev. Tako. Ko recimo si bil del, zdaj se bom na ta projekt, ker meni osebno je bil zelo drag, in ko si del takšnega projekta, kako pomembno je potem, da si recimo prisoten, ne vem, tudi na snemanjih? Kot scenaristi običajno nismo prisotni. Ja, se zato sprašujem. Naše delo se konča, ko je stvar napisana. Kot date, ne? Ja, čeprav je, mislim, vsaj scenaristične perspektive je takrat, pa to ni res, ampak delo v veliki večini zaključeno. Imaginacija je strukturirana, zgodba je postavljena, liki so karakterizirani, dialogi so določeni. Seveda je potem bistvena realizacija, ampak ja, scenarist je v imaginaciji. Tako da običajno niso scenaristi na snemanju. Zakaj sem te to vprašala? Ker včasih se mi zdi, da zdaj bom dala primer, pripraviš dobre dialoge, veš, zakaj si točno te besede uporabil in tako, potem pa seveda pride do snemalnega dne, kjer se zagotovo kakšni dialogi malce, ne bom rekla porušijo, ampak spremenijo. Zaradi konteksta, zaradi igralca kot takšnega, ker mu je kakšna beseda ljubša in tako. Ampak koliko je to še dopustno, da se ne preveč naredi poseg v tvoje delo, recimo? A se to sploh lahko oceni? Razmišljam, kako odgovoriti na vprašanje. Ja. Lejte, hierarhija je znotraj tega filmskega sveta precej jasna. Se pravi, glavni kapitan ladje je režiser, in tudi on, če se odloči, da bo na scenariju določene stvari spreminjal ali celo več, če bo recimo že napisane sekvence, prizore v scenariju vzel samo kot osnova za improvizacijo z igralci, da bo iz igralcev začeli čisto popolnoma naravno v situaciji prihajati dialogi, se pravi popolnoma drugačno strukturo, imam to pravico narediti. Tako da tle je do neke mere na trenutke frustrirajoče vse skupaj, nedvomno. Posebej, če veš, da ima zadeva smisel, linijo, da je natančno narejeno. Ampak kapitani ladje so kapitani ladje. Ki lahko odločajo potem po svoje na nek način. Ja, imajo tudi temu primerne egote in tako naprej. No, ko sva ravno pri tem, ego je nekaj, kar nam lahko koristi, lahko pa nam tudi zelo škoduje. Ja. Kaj bi rekel, da je v Sloveniji, ko govorimo recimo o pisateljih, pa mogoče tudi lahko malo se dava še v ta nek režiserski, filmski svet, a bi rekel, da smo mi dežela, kjer imamo to zelo potencirano ali ne? Najprej čisto za začetek, preden poskušam karkoli smiselnega povedati o tem, da je pisateljski svet, kjer je izrazito osamljena stvar znotraj nekega kabineta, in scenaristični svet, kjer je ekipno delo, tudi iz te perspektive ega in kako znaš stopiti v skupen prostor, neke kompromise delati in tako naprej, sta dva popolnoma različna svetova. In včasih verjetno težko vstopiti v drug svet. Jaz bi za pisatelje naredil obvezno prakso za skupinsko delo, ker mislim, da bi jih obohatilo v vsakem smislu, tudi v kreativnem smislu. Mislim, da je to zelo dobra izkušnja, drugačna izkušnja, dobra izkušnja. Kar se tiče naših egov v Sloveniji, bi bilo mogoče
še največji problem, da nimamo res dolge in žlahtne kultivirane tradicije. V vsakem smislu, obnašanja, komuniciranja. To oblikuje, ni problem, da imamo mi ego, ki ga moramo imeti, brez njega nas ni, to je naš karakter, to smo, kar smo, specifika. Pa smo sposobni na trenutke vzpostaviti distanco do tega. Sami sebe kultivirati, se postaviti na tla, iz nekih izkušenj, ne vleči frustracije in maščevanja, ampak izkušnjo, ki je žlahtna in iz nje delati vsebino. Iz nje ugotavljati, da nas je več zaradi nje, večati prostor in tako naprej. Tle smo, kjer smo, to je danost, smo mehni, smo specifični, brez neke res žlahte, neke tradicije, že maščanska je tanka, kaj šele aristokratska, ne? In tako naprej. Tako da mogoče tle smo posebni, nam rekel šepamo, posebni recimo. Kako bi rekel, da je, bom kar rekla, težko biti finančno odvisen od pisanja? Mislim, v Sloveniji zelo, če nimaš sposobnosti gibanja se po nekih širših, od scenaristike, literature in tako naprej. So projekti, ki so zelo dobro plačani, večino je pa zelo slabo. V Sloveniji je v tem smislu, ne vem, samo mislim, da bom dal približno cifro, ampak mislim, da je okoli 200 romanov na leto izide, vse skupaj. Mislim, da izide 5000 enot, s tem, da so prav vse, kar je stiskanega, ampak to je grozljivo velika stvar. Sistem financiranja je narejen predvsem tako, da suportira založnike, oni morajo plačevati svojo režijo in te stvari, iz tega ven, uredniške honorare, lektorske honorare, tako da za avtorje ostane bizarno malo. Je pa še vedno ta nek romantičen zagon, nekateri so poklicani, drugi so poslani, tretjo je to in hvala Bogu, da je ta kreativa, ne vem pa, če je to na dolgi rok znosno in mislim, da že k temu mlajše generacije že pristopajo na drugačen način, bolj pragmatičen, pa tudi bolj zdrav. V kakšnem smislu? Je v tem smislu, da moraš od svojega dela živeti. Jaz mislim, da je to smiselno. Če je to tvoja identiteta, če je to tvoja življenjska pot, jaz mislim, da je to smiselno. Da dejansko potem tudi kdaj romantiko malce ob strani pustimo, če je treba? Mislim, lejte, se imajo tudi drugi ljudje, ki delajo razne stvari, svoje izrazite talente, pa žal mogoče ne živijo vsi od njih. Točno to, ja. Svet opazujem skozi zgodbe, skoznje se mi sestavlja svet, si rekel v enem od intervjujev in mogla sem se ob tem ustaviti. Kako človek svet opazuje skozi zgodbe? Lejte, na nek način, skozi eno perspektivo je vse okoli nas z nami vred zgodba. Od mitologije je zgodba, religija so zgodbe, znanost so zgodbe, vedenje si prepovedujemo v zgodbah, tradicijo znanja si predajamo v zgodbah, praktično vse zgodba. Vi ste svoja zgodba, jaz sem svoja zgodba. Vsak dan imamo neko mini črtico, ki se nam zgodi. In tako naprej. Jaz mislim, da je res dejansko zgodba sveta. Kako izgleda nek proces tvojega ustvarjanja? Proces ustvarjanja v smislu, zdaj jaz to tako pol malo povežem, skupaj s tem, da svet opazuješ skozi zgodbe. A to pomeni, da dejansko ta kreativa, ki jo nujno potrebuješ za to, da lahko ustvarjaš, lahko pride kadarkoli? Ali imaš neke svoje, bom rekla, ne vem, mogoče rituale, kar rečeš, ta večer bom pisal? Pri meni se je to zdaj spremenilo v redno vsakdanje delo. Je metodologija, je urnik, je sistem, toliko časa se že s tem ukvarjam, da poznam procese nastajanja stvari in procese v lastni glavi.
v kateri fazi sem, da ni zadelati panike, da razumem, da se stvar more prehnesti, da je za odstopiti stran, vzeti drugo stvar v roke, se vrniti v projektih, kjer se sodeluje, kjer nas je več in tako naprej. Tako da to je sistematično trdo delo pravzaprav, ki pa zahteva neko permanentno kreativnost vsaj, ampak jaz tle ne vidim dosti bistvene razlike z pripravo enega dobrega intervjuja zares. Na nek način. Samo mogoče neka daljša zgodba spet. Ja, recimo. Ja. Ampak vseeno se mi pa zdi, recimo tisti, ki nismo nikoli v življenju napisali več od tistih dolgih šolskih esejev, da je proces samega pisanja tako zelo lahko, tako kot si rekel, da ne zaženem panike, da nisem v nekem strahu, ko mogoče že se kakšni roki približujejo ali pa ko ni prave kreative. Kolikokrat se ti recimo zgodi vmes, da napišeš, pa zbrišeš? O ja. Ampak to je, veste, to je proces spoznavanja snovi. Zdaj, tako je, moje osnovno stališče je tako, dokler ne pride deadline, dokler scenarij ne gre v produkcijo, dokler knjiga ne gre v tisk, je to proces. Do zadnjega trenutka. In ti kot avtor si dolžan za tega svojega otroka narediti maksimum. To je tvoja odgovornost, po to se podpišeš, to je tvoje ime, to je tvoj obraz. Zdaj, kako delaš s tem, je tvoja stvar, ampak jaz mislim, da je to neka radikalna zavezanost, ki jo moraš imeti. Tako da znotraj tega so pa različne faze, kot smo že rekli, različni procesi, ne vem, izkušnje, način, metoda, pa nekaj malega talenta, vsekakor. Kaj bi rekel za, bom kar direktna, za knjige, ki recimo v zadnjem času, se verjetno že od nekdaj tako, ampak mogoče se mene zdaj v zadnjem času to bolj tudi dotakne. Včasih dobimo občutek, da danes že vsak drugi, ki ima neko idejo v knjigi, napiše knjigo in jo izda. Zanima me tvoje mnenje. Zdaj ne mislim, da te želim izvaditi, da sva kritična, ampak bolj v smislu, ali se na tak način morda neka kredibilnost lahko ruši, ali gre to za enak proces, kot je na televiziji. Lahko boš gledal resne vsebine ali pa pač reality šove. Ja, mislim, da gre delno za oboje. Jaz imam občutek, da se bo ta inflacija pisanja knjig reducirala. Mislim, živimo v nekem svetu, v katerem nimamo pojma, kako bo izgledal čez 10 let. Kaj bodo ta pomagala, kot so danes še pomagala umetna inteligenca, kaj to pomeni za pisanje, ker ne moreš dejansko dajati kreativnih presežkov, ampak analize, komparacije, arhivi, zato ga ni človeka, ki je že boljši. Ne? Kam to nas pelje? Kako bo to izgledalo čez 1 leto, ne vem, Bog ne ve čez 10 let. Tako da jaz mislim, da se ta nek svet, tudi v katerem je del tega tudi inflacija, neke potrebe tiskati knjigo, na nek način počasi bo začel sklepati. Ne mislim pa, mislim, da se bo tudi delno prestrukturiralo, da bojo bolj selektivno, kaj se bo izdajalo, katere osebne zgodbe, katere biografske zgodbe, katere zgodbe načelno bojo prihajale ven, in kar mogoče niti ni tako slabo. Bi rekel, da nas je lahko strah za poklic pisatelja zaradi... Jaz mislim, da nas je lahko za 80% poklicev strah. Resno, in to za veliko večino še bolj kot za samo pisanje, vsaj pisanje, ki je recimo kakorkoli res na nekem nivoju. Ne? Pa tukaj gre od celotnega PR-ja, promocije, programiranja, vse. Jaz točno, mislim, mi smo sredi neke spremembe, ki se še niti ne zavedamo.
Svet se nam obrača pred očmi, mi sedimo na miru z nekimi napoljamskimi možgani in okoli nas se dogajajo stvari, ki nam niso jasne. In če ne bomo dobili nekih na globalni ravni, nekih smiselnih, kako bi se temu reklo, orodij, da bomo to tranzicijo speljali na človeški način z občutkom za ljudi, se nam lahko zgodijo strašne zadeve. Tako da znotraj tega je ta najvišja, ne razumete me narobe, najvišja kreativna raven pisanja ali pa kreativnosti kot take, mišljenje, se gre za mišljenje, trenutno še ni ogrožena toliko. Vsaj orodje še vedno človek. Ne more narediti, trenutno še stroj ne more narediti tistega, česar še ni bilo, ker dela na podlagi tega, kar je. Tako da ne dela še presežkov v tem smislu. Ne? Kaj pa ti rad bereš? Temne, resne, izjemno lucidne, izjemno natančne stvari. Ne vem, Aaron Grünberg je zadnje čase moj odkrit, to je nizozemski pisatelj, vse prej kot lahak, vse prej kot prijeten, ampak nekaj, da me pri teh mojih letih, pri tej moji spranosti življenjski še vedno odpre nek prostor. No. Ne? Omenjaš to temačnost, če lahko tudi tako rečeva, na nek način, tudi recimo tvoje kakšne zgodbe so lahko takšne, ali bi zaradi tega lahko rekla, da je tudi en del tebe takšen, ali ni nujno, da pisatelji vedno. Pri čemer, recimo zdaj, ko ste mi to izrekla, takoj sem pomislil, ali je zdaj to v vrednostnem kontekstu slabo. Ne dojemam kot slabo. Mislim, da bolj v smislu neke širine, da moramo imeti različne barve, svetlobe, perspektive, več smo sposobni iz različnih perspektiv videti, bolj kompleksen svet smo sposobni gledati. In zame je kompleksnost lepa. Ker včasih rečejo recimo za kakšne humoriste, stand-up komike, ne? Se on pa zasebno sploh ni tako duhovita, ne? Ker se pričakuje, da pa kar bo. Razumem, Enako od nekoga, ki morda piše bolj takšne stvari, še ne pomeni, da je pa to zdaj nekdo, ki se nič ne nasmeji v svojem življenju. Ne, mislim, da nisem najbolj humorističen človek, nimam tega naravnega talenta, ampak da bi bil temen po sebi, pa ne. Seglih, to sem hotela reči zagranjen, pa tudi ne. No. Sploh ne, to je ceneno. Zato. Ne, to je poceni. Kaj so tiste stvari, Aleš, ki ti pa narišejo barve v tvoj dan? Katere stvari so tvoji trenutki sreče? Ne vem, kje sploh začeti zdaj. Začeti pri odkritju z novo knjigo, nov film ali pri jutranji limonadi. Je limonada ne kava? Kava in limonada. Kava in limonada. Limonada, da osveži, in kava, da potuješ. Da potuješ z mano in da se začnejo stvari dogajati in razmišljati. Jaz mislim, da je teh mali, dobro kosilo, dobra hrana, v miru nekaj skuhati, z nekom popiti v prijetnemu. Mislim, preproste stvari so izjemno lepe. Ne moramo pričakovati od življenja, da bomo srečevali presežek za presežek, da imamo v dnevno sobo vozil življenje, ne vem kakšne kubike samih presežkov, ampak življenje je kot tako, popotovanje, se ga ne znamo ceniti, dokler imamo čas. Potem je pa mir, pa nas ni. Zares. Imaš potem v dnevu, kdaj ta trenutek, ko se zaveš in si rečeš, kako mi je zdaj lepo? To si ne znamo reči, ne? Vsekakor pa nisem človek, ki bi se pa nerviral, poglabljal v eno in isto temo, ampak zraven nekaj drugega, odprem nekaj drugega, grem nekaj naprej. Ne zdaj, da bi bil virtuoz svetlobe, daleč od tega, ne? Ampak zamoriti se pa ne pustim na tak preprost način. Zdaj, če se mečkano še vrnem k serijam oziroma k projektom, ki so vezane na televizijo,
od nekdaj je že tako, da je televizija tista, ki morda pritegne širšo publiko, večjo število ljudi, kot pa knjiga kot takšna. Kljub temu se mi pa zdi, da zdaj spet je zelo, ne bom rekla velik trend, ker trend mi je malo tako zoprno za to stvar uporabljati, ampak zelo veliko gospodinjstev je danes, ki jih jaz tudi recimo poznam, da so brez televizije, da ta čas, ko so ga prej recimo imeli in so ga porabili za televizijo, zdaj porabljajo za kakšne druge stvari in mnogi rečejo, od začetka je tako čuden, potem je pa čuden, ko pridemo na obisk in je v istem prostoru televizija. Ja. Ti imaš televizijo? Jaz imam televizijo, seveda. Imam televizijo in imam 2 računalnika in mislim, da je večino ljudi, ki nima televizije, se selilo na računalnik v tem smislu. Mislim, da ni to, da ne gledajo več v ekran, ampak da gledajo v drug ekran. Na računalniku imate prav tako programe, pa televizije, tako da je tudi tam dosegljivo. Dostopno. Tako da je to nek medprostor, se pa dogaja ta selitev. Veste, po drugi strani pa, ne vem, slučajno imam podatke recimo za neko prvo epizodo o nadaljevanki, o kateri smo prej govorili v imenu ljudstva, pa še zmeraj je pogledalo to 110-115 tisoč ljudi. To ni majhna številka v Sloveniji. In verjetno, če bi se zdaj še enkrat predvajala, bi jo vsaj nekateri še enkrat z veseljem To ne, ampak skratka, ko imate občutek, da nihče ne gleda televizijo, da ni tako, ne? Ni čist tako. Se verjetno tudi potem kakšne številke raznih drugih oddaj, morda bolj lahkotnega formata, pričajo enako, ne? Ja, drži pa, kar se je nastavilo vprašanje, da smo v tranziciji. Ne vem pa točno kako, pa na kak način. Pa v katero smer tudi konec koncev bo šlo. Ker, veliko je pa, tako kot si rekel, veliko je pa takšnih, ki nimamo televizije, ne, ampak gledamo pa filme tiste, ki sami želimo. Ne. Tako da, v bistvu, tudi razumljivo, zakaj. Saj si tudi bolj ta tip. Sej, če si vzameš čas za to, mislim, da moraš neko kvaliteto poskušati najti. Mislim, ker drugo, to sta pravzaprav 2 načina gledanja nečesa. En način je počitek na kavču in listati programe. Se pravi, prazniti glavo. Če pa hočeš nekaj dobiti vase, moraš pa nekaj ciljnega, ne vem, film, ki je bil opažen v Cannesu, na Berlinalu, levo, desno in tako ne? In jaz vedno tako rečem, pa to vem, da zdaj ni prav, da strokovnjaku, kot si tebi rečem, ampak zame je velikokrat odraz dobre vsebine na televiziji tudi ali zaspim ali ne. Absolutno. Ker če zaspim, potem me že ni dovolj noter potegnila zgodba. Ne? Če pa me, pa težko. No, in to je naloga dobrega audiovizualnega kosa, ne glede za dokumentarni film ali za film za nadaljevanko. Prva naloga je držati pozornost ljudi. Jih polniti z neko vsebino in če bo dajalo vsebino, bojo ljudje prisotni. Mogoče to ni najbolj primerno vprašanje, pa vendarle, je kakšno tvoje delo, ki bi ga lahko takoj rekel, da si pa nanj še posebej ponosen ali pa da je tako number one? Nekaj sem o tem povedal, da svojih stvari niti ne gledam, niti ne berem, tako da to je rahlo boleče in mogoče imam celo probleme zdaj s tem do neke mere, ki ga še nisem niti strukturiral v glavi, a potem do res premislil, ampak ne vem točno, kak si ponosen nase, mislim, pa ne da bi bilo v smislu problema, ampak kar je zanimivo, tisto, kar je pred nami, problemi in izzivi, ki jih rešujem trenutno, ki jih moram rešiti jutri, naslednji teden do konca letošnjega leta, to je moj absolutni fokus. Vesel sem, da sem naredil nekaj, kar približno lahko mirno stojim, da bi se pa s tem v smislu nekega vrednotenja ukvarjal, pa vam priznam, da ne. Kako se spominjaš RTV časov? Intenzivnih, predvsem, ker je nacionalna televizija zelo specifična hiša, z eno zelo posebno gravitacijo, z izjemno napetimi odnosi, z zgoščeno socialo.
tam je vsak sprehod po hodniku že nekaj, ali pomeni, ali nekaj doživiš, ali nekaj izjemno zgoščeno. No? Izjemno zgoščeno, ne nujno v dobrem smislu, in pa v tem, recimo, smislu ima veliko lepše, v smislu lažjih, bolj konstruktivne spomine na delo na Dnevniku, kot uredniško delo, recimo. Ta delo na nacionalni televiziji, v smislu delo pred kamero in tako naprej, najprej to te vprašam, a bi zate lahko rekla, da si introvertiran človek? Ja. Si. Ja. In dejansko se mi zdi, da nekdo, ki je introvertiran, da je morda nekoliko težje potem stopiti pred kamero, biti voditelj. A ne? Kako si se s tem? Ni bilo to moje cona obdobja. Nikakor ne. Recimo, ko potem na Dnevniku, absolutno drugo. Pa še vedno je, vsako novinarsko delo je izjemno socialno. Neprestana interakcija, neprestana komunikacija, neprestane odločitve, na kak način kaj, delo z redakcijo, delo z zunanjimi sodelavci, z vsemi ostalimi. Tako da je to bilo v smislu introvertiranosti še vedno izjemno intenzivno socialno, ampak na drug način. Ne v smislu samo reprezentiranja v trenutku pred kamero. Drugačno delo. In verjetno tudi priprava na studio potem malo drugačna, kot pa, ne vem, prideti zjutraj v redakcijo. Ja, drug proces, popolnoma drug proces. Mislim, delo na časopisu oziroma na nekem mediju je izrazito vsebinsko delo, ne vezano na neke podrobnosti, malenkosti, trenutke, ampak držati neko konstantno vsebinsko kontinuiteto, referenčnost, doslednost, ne popuščati pri tem, pomagati znotraj tega, ampak imaš manevrski prostor. Ne, da moram jaz biti ob 3-5 minut čez 3 lep, pošten, zglancan. Napudran. Ne znam, ne ve, kaj ne s tem. Aleš, vem, da to vprašanje bi morala sicer postaviti tvojim kolegom, pa vseeno, kako bi sebe opisal v vlogi urednika? Si bil zelo zahteven, si bil fleksibilen? Mislim, da sem bil fleksibilen, mislim, da smo razvili zelo dobro timsko delo. Mislim, konec koncev, jaz imam še eno tako izjemno intenzivno izkušnjo tudi iz Maribora, Evropske prestolnice kulture, kjer smo praktično postavili celoten sklop enega od 4 ključnih glavnih sklopov, življenje na dotik, strukturirali kot medij. Praktično iz nule se je to postavljalo. Kar pomeni, da se je tako drugače, ne glede, kako se je potem strukturiralo delo, v osnovi prek mene povezovala stvar in tlenot so bili stotine in stotine in stotine ljudi iz celotne regije, 7-8-9 držav. Tako da, kako točno bi sebe opisal, se pravi kot urednika, ne vem, mislim, da je komunikativen, pripravljen na kompromise, absolutno. Človek, ki vedno razmišlja o rezervnih možnostih. Mislim, ne, da bom človeka, tudi človek ne da optimum, če ga daš v neko radikalno situacijo, ampak razmišljati o več poteh in več možnostih. Nekatere stvari rabijo dlje časa, da dozorijo. Hvala Bogu, da imaš ta čas, da nisi zdaj od dneva do dneva. In praktično, jaz mislim, da je optimalna primerjava za dobrega urednika praktično dirigent. Moraš izvabljati različne tone, glasbila, melodije in postavljati pravzaprav in voditi v neko koherentno celoto. In tudi začutiti za posameznika, kaj je v danem trenutku najbolje. Ne? Kateri instrument. Kateri instrument, tako. Absolutno. Ja. In to je zagotovo svojevrstna umetnost, si mislim. Je na neki
najprej že čisto neki človeški ravni občutek za ljudi. Pa sva spet pri empatiji Ja, mogoče. tako je. Sposobnost branja ljudi, sposobnost komunikacije, da ga začutiš, da veš, kam ga postaviti. In to mislim, da na vodstveni funkciji, da bi mogla biti primarna neka sposobnost oziroma talent. Ne? Potem pa vsebina. Ja, ker biti urednik na nekem mediju ni enako kot biti direktor nekega podjetja, čeprav bi nekdo rekel, ja sej, ne, tam, ampak je vseeno mečkano specifično. Mislim, ne? da je, ja. Mislim, da je. Mislim, to delo je predvsej bolj vsebinsko. Mislim, da je tam boj, sicer ostrejši boj na trgu, pa s financami, ampak da se tu znanja malo druga. Ampak ta osnovni kadrovski občutek za ljudi bi pa mogel biti verjetno tam, podoben. Verjetno, ja. Zdaj, ko sva omenila funkcijo in biti urednik in imeti pod sabo novinarske kolege, seveda se tudi to skozi leta zelo spreminja. Ne? Biti novinar pred 30-20 leti ali danes je povsem drug sistem. Že kar nekaj let nazaj se je, bom rekla, tudi za razne takšne medije, ki so bili dostopni ali samo na spletu ali kot časopis, že kar pošiljalo hitro vprašanja po elektronskih poštah. Zelo malo je bilo tega osebnega stika, snemam pogovor in ga bom pretipkala in tako naprej. Kaj bi rekel za to smer, v katero smo šli, se vse skupaj dogaja? Pa če greva zdaj sicer stran od umetne inteligence, ampak novinarstvo kot takšno. So danes mladi premalo potrpežljivi, bi vse radi na hitro, takoj? Verjetno, da bo to spet del nekega procesa, v katerem smo. Zdaj prav razmišljam, zdaj, ko si lepo strukturirala to vprašanje. Verjetno, da je bilo več faz. Na eni strani, 20 let nazaj, 30 let nazaj, smo imeli dopisnike po vsem svetu, tipkalo se je na tipkalni stroj, ampak ljudje so bili prisotni na prizoriščih, z ljudmi komunicirali in tako naprej, brez tega novinarstva ni bilo. Potem je prišel internet in se igra popolnoma spremenila. En klik stran. Ne? En klik stran. Nenadoma je bilo znanje, vedene arhivi dostopni. Ne? Korak zatem so začeli prihajati pa te nove komunikacijski kanali, video pogovori, dialogi, intervjuji in danes podcasti in tako naprej. Tako da je osebni stik ni na neosebno stik, kako bi se temu reklo pred kamero. Skratka, nisi s človekom, v človeku in vse pa spet komunicira med sabo. Komunikacijskih kanalov je ogromno, tega je neverjetno. Jaz niti ne znam si zdaj v glavi odgovoriti, da je to res dobra stvar ali ni. Poskušam razmišljati, pa ne vem, če znamo o tem razmišljati, da bi znal kaj pametno povedati. Vem pa, da je, kot rečeno, da sem z eno nogo v zahvaljujočem delu sveta, delnega sveta, ki se strahovito spreminja. In kam to pelje, na kak način pelje, ne vem točno. Ne more biti pa vse slabo, pa vse dobro. Jaz mislim, da bojo nove generacije dobile načine in da bi tako odgovoril. Jaz mislim, da je bila vsaka generacija v zgodovini zgrožena. Nad novo generacijo, nad novimi stvarmi, ko so se te stvari odpirale in tako naprej. Neč narobe ni, če smo tudi mi malo, sej zakaj pa ne, ampak mislim, da bojo našli način, na konstruktivni način postaviti to. Aleš, če bi zdaj imel to možnost, da bi lahko srečal mlajšega sebe, tam recimo pri 25, kaj je tisto, kar bi si najprej rekel? Povedal bi si marsikaj, ampak veste, dokler ni izkušnja, dokler ni izkušnja pregnetena v neko zavest, ozaveščenost, je težko. Zdaj, če bi govoril o sebi o 25-letniku, je mogoče par, če bi vzel dva stavka, par specifičnih stvari. Jaz sem z Idrije, ki je zelo posebna. Idrija je 500 let gradila
zavest, socialno zavest, zavest o skupnosti, o solidarnosti, ker se je vse hibalo okoli rudnika. Knapi so imeli prvi že skozi stoletja plačo, zdravniško zavarovanje, imeli so penzije. Njihove žene, če so umrli, ker so umirali mladi, so imeli penzije. Ampak to je bilo popolnoma, se je generirala drugačna zavest od bajtarske, ruralne skupnosti po Sloveniji, kjer je bil permanenten boj na požiralniku za eksistenco. Tam tega ni bilo. Se je umirilo, imeli smo prvi godbeni orkester, prvo gledališče, prvo realko v slovenskem jeziku in je posebno mesto. Poleg tega mi smo odraščali še zadnja 4 leta v socializmu, spet neka solidarnostna dimenzija, družbena dimenzija. Ta 4 leta so zaznamovana s tem, da je država razpadala, jezik je razpadal, politični sistem je razpadal, šolski sistem je razpadal, bil je prosto svobode in kreativnosti. Takrat o karieri ni pomislil nihče. To je bil popolnoma, mislim v tem smislu 25-letnik, kaj ga bo še reprogramiral, zato vam govorim. Zdaj pa ni več tega sveta, zdaj smo po nekem kapitalističnem strukturi, druga struktura vrednot, drug način komuniciranja, drugače se moraš obnašati, ne moreš biti solidaren, prijazen, moraš biti ošter, začeti postavljati stvari. Bila je faza reprogramiranja. In seveda, da bi danes potem s temi znani in vedeni tako tistemu 25-letnemu dovči stvari, ki jih ne bi razumel praktično. Ne? Jaz mislim, da ne. Ja. Je kakšna stvar, Aleš, ki bi jo zagotovo naredil drugače, kot si jo? Ja, seveda, mislim, bom nadaljeval, recimo že prva stvar je misel, kjer sem končal. Torej, naša srednja šola je bila tako kreativno, spontana, drugačna, ko je država razpadala. Potem, mimogrede, 91 leta smo kot zadnji šli, moja generacija, vojsko bežali ven, pa ni to pomeni, ampak to drugačna, da nismo niti razmišljali, mi smo se nekam upisali, jaz sem se upisal na elektrotehniko. Sicer naredil 1 leto, zato da sem pogoje imel, da sem imel 1 leto čas razmišljati, kva bom sploh počel v življenju, ampak recimo to je 2-3 leta. Da sem šel potem drugam, začel usporedno delati, ker sem mogel vračati tudi štipendijo za tisto smer, ampak 4-5 let in tako naprej v ključnih kreativnih letih zaradi nekih, mislim, delno okoliščine, delno način življenja naš, ampak ja, recimo že start bi postal drugače verjetno. Ne? Pa še kakšna odločitev v življenju, seveda. Še kakšna, ja, je to tudi kakšna takšna, ki jo lahko kdaj preberemo v kakšni zgodbi? Bi napisal kdaj kakšno takšno zgodbo, kjer bi se popolnoma razkril, neko da se skrivaš, ampak kjer bi dal res svojo zgodbo samega sebe na papir? Vse kar nekaj je raztreseno, kar nekaj je raztreseno po knjigah. Mislim, bom tako odgovoril. Ključna stvar pri kreativi in iz česar je zgrajen presežek, je avtentičnost in iskrenost. Avtentično pa iskrenosti ne morete druge črpati kot iz izkušenj. Torej, da obrnem vprašanje, kje sem, kje nismo, če se ukvarjamo s tem, smo povsod. Ker povsod ali pa stvar ne stoji zares. Ali pri pisanju neke takšne zgodbe, kjer je recimo seveda tudi delček tebe, notri, ali se v tem ustvarjalnem procesu vmes že ukvarjaš, kakšno sporočilnost bi rad, da bralec dobi? Ali ta pride sama po sebi? Mislim, da je to eno od prvih vprašanj. O kakšni vsebini razmišljam, kaj imam zapovedati svetu? Zakaj sem jaz zdaj s tem ukvarjal? Torej imam nekaj zapovedati svetu. Nekaj moram imeti povedati in to na nek drugačen, izviren način. Karkoli že to je. Se če ne perpetuiramo stvari. Ma pa lahko potem seveda bralec ne bom rekla drugačno sporočilnost, ampak midva lahko prebereva isto knjigo, pa bova dobila ven vsak tisto, kar rabiva, ne? Ali kako že rečejo. Ja.
In to je meni ena takšna, bom rekla, ti si prej omenil romantiko pri ustvarjanju, meni je pa to pri branju ta romantika, da v bistvu izluščiš ven pri vsebini na nek način tisto, kar tebi se usede nekam. Ne? Absolutno, to je lepota do stvari, ne? Da so te stvari, ki so res dobre, so seveda tudi zrcala. Prebiramo ven. Zrcala na eni strani, na drugi strani pa vseeno vrata v nove prostore, kar se mi zdi izjemno pomembno, ne? Da nam nekaj odpre, česar nismo videli, naredi po možnosti bolj človeške s tem, ker vidimo več, ker vidimo svet bolj kompleksen. Lepota je kompleksna, lepota ni črno-bela. Pa sva spet pri barvah. Ja, res je. Omenil si zdaj že večkrat, da seveda človek potrebuje izkušnje takšne in drugačne, če tudi so to izzivi, če tudi pridejo nasproti kakšne prepreke. A bi lahko rekel, da te življenje testira ali te trenira? Oboje. Boje? Po mojem boje. Odvisno od situacije. Ja, mislim, da smo vsi lipicanci pomalo. Ja, pa se srečujemo vsak dan z izzivi, se jih moramo... Pritisk je del našega življenja, mora biti, sej brez deadline se svet ustavi, ne vem, se mislim, da so to čist človeške stvari. Ko imaš prepolno glavo vsega, kaj takrat narediš? Je to narava, je to... Včasih je narava, včasih je malo skuhati. Rad kuhaš? Ja, ne vsak dan, enkrat na teden, dvakrat na teden, pa rad, ja. Mislim, celotno obred je lep in sploh pa, če uspe. Ja, zadeva. Narava tudi, vsekakor. Vsekakor. To pomeni, da potem, ko je vsega preveč, greš na kakšen daljši sprehod, izlet? Algolovc v Idri imam tudi eno malo brunarco, kjer je veliko dela. Trenutno se sicer še... Skratka, veliko je dela, da ne govorim, tako da je veliko narave. Kaj vse je treba še... Ni problem prazniti glavo. Ja. Treba je pa vseeno tudi takrat, ko se prazni, kaj ponarediti, ne? Ja, absolutno. Aleš, najlepša hvala za odličen pogovor. Vesela sem, da si vzel čas. Najlepša hvala.